Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes, a veste, kaj delam? Pisala sem za novo knjigo o odnosih, verjetno bo naslov, ko imajo odnosi žur. V glavnem, kako ranjena ženska lahko sebe rani in kako v bistvu tudi raziskave dokazujejo, da ženske, ki so naredile splav, bolj pogosto posegajo po alkoholu, drogah in bolj pogosto se, zdaj to ni ta prava beseda, odločajo za samomor. V bistvu jih njihova krivda pripelje do samomorilnih misli, lahko se pojavijo težave z dražljivim želodcem, tesnoba, pač v bistvu ta občutek krivde se odraža na tisoč in en odtenek in tako. Pa sva se pa s hčerko pogovarjali in se mi prav o tem govorila, kaj delam. In ji pravim, da sem našla raziskavo, kjer dokazuje, da 381% žensk, ki naredijo splav, postane alkoholikov. In potem tako pravim, če je 100% so vse, kaj to pomeni, da še tiste, ki samo pomislijo, da bi naredile splav, postanejo alkoholiki in še ne vem kdo drug. V glavnem, ne vem, kako je to mišljeno, ampak v glavnem, preko mojih svetovanj sem pa prišla do zaključkov, tukaj zadaj pa ni nobene raziskave, ampak zgolj moje opažanje, da ogromno žensk ima potrebo po samokaznovanju in da imajo občutek, da niso dobri ljudje, se pravi zase ima prepričanje, jaz sem slab človek, zaslužim si kazen. Tako da lahko tudi sami preverite z mišičnim testom, če ste v življenju naredili kakšno tako stvar, za katero vi menite, da je potrebno biti kaznovan, če imate potrebo po samokaznovanju in če mogoče potrebujete bolezen, da se ubijete. Ker, to je pa spet moje opažanje, da ogromno žensk, ki naredi splav ali pa naredijo kakšen tak nedopusten prekršek v njihovih očeh, pridela raka, zaradi tega, ker rak jih potem od znotraj razžre. No, v glavnem. In potem sem pa v roke vzela knjigo Angeli v mojih laseh, ker tukaj noter pa nisem našla tega odlomka, ker sem ga želela najti. Prav ta odlomek, kjer govori Lorna o tem, kako ženska, ki naredi splav, ima še enega angelčka okrog sebe in da v bistvu, da se dušica že vnaprej odloči, da ve, da se ne bo rodila. Ampak našla sem pa drugo stvar, kar mi je bila pa tako, wow. Tokrat ljudje meni rečejo, tudi ženska na mojih delavnicah, kaj je moje poslanstvo? Kaj je moje poslanstvo? In je tako lepo napisan, da mi starši bi se mogli zavedati, da je najbolj pomembno poslanstvo, ki ga imamo v življenju, to, da vzgojimo odrasle, samostojne, srčne, odgovorne otroke. In da je to najbolj pomembno poslanstvo, ki je sploh možno v življenju in da seveda imamo tudi druga poslanstva, ampak to poslanstvo je osnovno in najbolj pomembno. In tukaj se ne razlikuje ne pri ženskah, ne pri moških, ker na koncu koncev moški ima nalogo, da vzgoji samostojnega sina, ženska, bolj kot moški, ima pa nalogo, da opremi za življenje svojo hčerko. No, zdaj se spomnim na eno zgodbo, bila sem na smučanju, v bistvu zdaj po ločitvi delam določene stvari sama, kot je recimo uživam v smučanju in grem smučati na Cerkno, pač to je kot bi plesal po beli sneženi ploskvi, meni je to užitek. Ampak potem, ko si pa na terasi, pa ni toliko užitek, ker je fajn z nekom poklepetati. V glavnem, jaz se usedem potem, ko se utrudim, na teraso, nekaj pojem in tudi če nočeš, pač poslušaš ljudi okrog sebe, ker pač z nikomur ne govoriš. Tako so sedeli na levi strani 3 moški, na desni strani gospa, pa še en gospod. Jaz stojim in poslušam in tam se razvije na levi strani med temi moškimi vroča debata o tem, kako je grozna od enega od teh 3 žena, da če bi on vedel, da bo taka kot je, se ne bi poročil in zaključi debato, ko bi bila moja žena bolj podobna moji mami.
Meni se kar zaletel. Kaj? Tip je zaljubljen v svojo mamo in pričakuje, da bo njegova žena postala ista kot mama. In v tistem oni vstanejo, si nadanejo rokavice, čelade in se ta isti obrne k meni pa reče: gospa, to je tle najboljši plac, a nam ga boste pač prišparala. Jaz ga pogledam in rečem: halo, jaz imam 3 otroke doma, ne rabim še 3. No in v tistem se gospa na moji desni začne smejati. Pač oni odidejo, ona se začne smejati pa reče: to sem pa jaz vse slišala. To ni normalno, pa kaj pa ti misli, ne? Žena, da bo ista kot mama. In v tistem se pa ta njen mož, očitno je bil to njen mož, oglasi in reče: take ste babe. Naj se privežete sinčke, pol pa imate, pol jih imate pa. No in v glavnem tako. In jaz se obrnem pa rečem: aha, a imata vidva kaj otrok? Pa reče gospa: ja, imava 2 odrasla sinova. Jaz se pa obrnem gospodu pa rečem: veste, gospod, če bi vi kot oče poskrbel za to, da sinova odrasteta, ne bi bila še vedno doma, ker je bilo pač, da imata na ta način, ker jih razvadite, potem so pa doma v hotelu mama. No, v glavnem. Kakorkoli, zdaj, če gremo na poslanstvo, ne? Poslanstvo vzgojiti samostojne odrasle otroke. No, zdaj pa, če pogledamo v živalski svet, to je pa zgodba iz te knjige Življenje kot igra od Deer se piše, Wayne Deer. Se še prebrati ne znam. V glavnem, Življenje kot igra. In notri je opisana zgodba, Walt Disney je naredil film, risanko, kako mama medvedka vzgaja svoje mladičke od malega in jih nauči vse, kar ona zna. In ko se ona odloči, da je čas, da zapustijo gnezdo, oziroma ne gnezdo, da so samostojni, jih dobesedno zapusti, odide. In v njih ne vzbuja krivde, ti moraš zame poskrbeti, ker sem te jaz trudila. Jih ne hodi kontrolirati vsako nedeljo, da vidi, če znajo njeni otroci normalno preživeti, ampak enostavno prej je poskrbela za to, da so pač odrasle, samostojne osebe. In zdaj tisti, ki se ubadate z vzgojo, poiščite knjigo Otroci so iz nebes. Jaz vam povem, da je to najboljša knjiga, ki je meni osebno pomagala pri vzgoji mojih 3 otrok, hčerk. In druga knjiga, v knjižnici jo dobite od Mladinske knjige, je Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. Pač te 2 knjigi sta zakon. Ena je, prva ta, kako se pogovarjamo z otroki, oziroma druga, je povezana s tem, da razumemo, da mi starši otrokom ne da jim solimo pamet, kaj bi mogli narediti, ampak sočustvujemo z njihovim stanjem. Se pravi, ko pride jezen, rečeš, ali pa reče, vsi so smotani, ne, kako pa govoriš? Ali pa recimo, da ne stopimo na njihova čustva, ampak samo opazujemo in komentiramo stanje njihovih čustev, kot pogledamo vreme, pa rečemo, aha, danes je oblačno. Se pravi, otrok je slabe volje, mi rečemo, vidim, da je za tabo naporen dan. Pač ne poskušamo ga komandirati, ga ne poskušamo usmerjati, ampak samo njegova čustva ven poberemo. No, v glavnem, to je prva knjiga, ki je meni najbolj pomagala, ker mi je bilo tako, aha, kako se drugače pogovarjati z otroki, sploh takrat, ko sem obremenjena, ne, ker takrat, ko sem bila obremenjena v preteklosti in potem je še nekaj hotel otrok od mene, sem popenila na otroka, ker nič ni bil kriv. In da sem prej povedala, danes sem obremenjena, nimam časa ali pa ne zmorem, prosim za pomoč, vesela bi bila, če pospraviš posodo, pač da drugače otroku naznač to, kar bi želel, bolj jasno, ker v nasprotnem primeru, jaz sem sebe zalotila, sem pač povzdignila glas. No, druga knjiga, oziroma zdaj prva, Otroci so iz nebes, pa govori o tem, da otrokov razvoj traja 3x po 9 let. In kaj to pomeni? 3x9 let je 27 let, se pravi, prvih 9 let
smo mi absolutno odgovorni za otrokov razvoj, za otrokovo družbo, za vse, kar se dogaja z otrokom, mu postavljamo jasne okvirje in se jih tudi striktno držimo. Se pravi, tukaj ni ampak, lahko se pogajaš, ampak to pomeni, otrok, če ima do, te ure to za narediti, bo to naredil. V nasprotnem primeru sledi, mislim, da je petstopenjski korak, in sicer tega jaz zdaj ne delam več, ker nimam več majhnih otrok, moje punce so odrasle. Ampak v glavnem takrat, ko so bile manjše, sem to uporabljala. Se pravi, prvo izraziš prošnjo, drugo izraziš sočustvovanje. Vem, da si ta trenutek v igri, ampak bi bila vesela, da bi pospravil igrače. Tretje, mu daš, jasno, mu daš nagrado. Če boš pospravil igrače, dobiš nekaj mojega časa, neko nagrado, mogoče ga peleš na sladoled, nekaj ekstra. Naslednja stvar, če ne uboga, mu poveš jasno, ta trenutek zahtevam, naredi to, in če ne sodeluje, dobi pavze za toliko minut, kolikor je star. In to pomeni, je star 2 leti, 2 minuti pavze, izven tega prostora je izključen. Če je star 5 let, je za 5 minut izključen. Če je star 15 let, je za 15 minut izključen. In ko je konec pavze, otroka na kolena in se pogovoriš, povej mi, kaj je šlo tukaj narobe. Meni je to pomagalo. In zdaj, ko gledam nazaj, moje 3 hčerke so odrasle in so samostojne in so fajne. Fajne. A veste, kako je to z veseljem gledam tako kot poslanstvo mame, da sem uspela jih vzgojiti. Zdaj, zakaj govorim tukaj o ednini? Jaz sem bila z njimi doma in vem, da sem večji del vzgoje prevzela jaz. Dekleta so in dekleta kakorkoli so vezane bolj na mamo. Oče pa mora mamo podpreti pri tem, da če nekaj mama reče, da reče, a si slišala. In tukaj sem jaz absolutno imela tudi podporo strani bivšega moža. Naslednja zadeva, pri moških je pa pomembno, da moški odpelje sina stran od mame. In v vseh starih kulturah je bila nek proces iniciacije, se pravi, da so fantke odpeljali moški, odrasli moški in starešine na nek obred odraščanja in so v bistvu, ubili bika. To knjigo sem brala v knjigi Ramzas. Nekaj so dokazali, da so moški. In potem kasneje, zdaj recimo naša zgodovina, so šli fantje v vojsko in so na nek način se odtrgali stran od mamine Jožke. Zdaj tega pa ni več, ne procesa neke iniciacije, niti vojske, in otrok ostane doma. In zdaj, če še očeta ni, potem enostavno se zgodi, da ostane sin tam. To je opisano v knjigi Divji moški, nekaj takega. V glavnem prav v tem, kako pomembno je, da oče poskrbi, da sina odpelje stran od mame in da se pretrga ta energijska vez med mamo in sinom in ga popelje v svet odraslosti. Tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo to poslanstvo, poleg teh poslanstv, ki jih imamo kot kdor je starš, je ena stvar, da vzgoji otroke. Kdor pa ne more biti starš in mu ni dano biti starš, se pravi, mu ni dano izkusiti materinstvo, kljub temu, da se želi, to ni nekaj, kar je božja kazen, ampak je nekaj, kar se je očitno duša odločila, da bo izkusila v tem življenju. In to pomeni, da kot duša, ker izkušamo določene izkušnje, lahko da od nekoga duša se je odločila, da bo materinska do ogromno ljudi, ne pa do svojega otroka. Zdaj, moja prijateljica, ta članek je bil opisan, je bil tudi članek v reviji, mislim, da Naša žena, ne Zarjana, ena od teh revij. V glavnem, moja prijateljica Dobrila nima otrok in ena ženska ji je rekla,
da ona sploh v bistvu ni ta prava ženska, ker ni rodila. In zdaj se vprašaš, a ženska si zato, ker rodiš? Vemo, da marsikatera ženska še ni postala mama s tem, ko je rodila. In ne zna biti mama in ne zmore svojemu otroku dati kančka ljubezni. No, zdaj pa pojdimo na karmične povezave. Poznam eno zgodbo ene gospe, ki ni bilo jasno, zakaj njena hčerka se je rodila. Ko se je rodila, ji je počila žilca v možganih in drugače je čist popolnoma normalna, lahko opravlja lažja dela, do vseh se lepo obnaša, samo do nje je pasja. In ji ni jasno, kakšno povezavo imata one dve, da je v bistvu tako pač odbojna energija. No, in ko je prišla k meni na svetovanje, sva dejansko pogledali, kaj se je dogajalo, in v zadnjem življenju je bila ta gospa nemški oficir. Tako, gestapo, ful lepa, visoka, pač lepa. Ampak je bila moški. In ko je bila vpoklicana v vojsko, je v Nemčiji pustila svojo ljubezen in dobesedno ji je počilo srce, se je raztreščilo na 1000 delčkov in ni več zmogla čutiti stisko drugih ljudi. Dobesedno za preživetje je mogla ubijati. In mogla bi se usmiliti samo ene duše, ene. In na koncu, ko je ta duša prosila usmiljena, je vzela pištolo in direktno v čelo. In v tem življenju je ta duša njena hčerka. Zdaj človek pomisli, to je zdaj kazen. Ne, ni kazen, to je izravnava. Se pravi, ta gospa, ki je bila v prejšnjem življenju vojak, se uči ljubezni. Se uči sočutja, se uči pač srce zdravi. A ne? In ta hčerka zdaj, koliko bo, glede na to, da ima poškodovane možgane, uspela biti bolj ljubečna, ampak mogoče se bo pa odzvala na polje, če bo ta gospa ji pošiljala ljubezen, se bo odzvala na polje energije in bo postala bolj ljubeča. Ker mogoče se pa ta hčerka samo odziva na to agresijo mame in se postavlja v bran. Ne? Vsi se nekaj učimo skozi vse odnose in sploh proti, ti odnosi, mama, hči, oče, sin, tukaj noter se pač v družini pogosto preigravajo vloge, ki z ljudmi, s katerimi bi mogoče rekli, hvala, s tabo pa ne bi imel nobenega opravka. Zdaj, če imate pa v družini tako zelo lepe odnose, pa mogoče neke odnose predelujete v službi in vidite, da v tisti službi ves čas se nekaj dogaja. To so karmične lekcije. No, recimo, jaz zdaj, če gledam to področje, kamor sem se preselila v Sežano, ta južna Primorska, je bila 600 let pod Beneško republiko. Se pravi, to je v bistvu, ta energija, tukaj sem spada, smo karmično vezani na Beneško republiko. Zdaj, zakaj govorim smo? Zato, ker jaz zase vem, da predelujem beneško kortizano. In menda sem že to predelala. Prva stvar, kar opažam pri ljudeh, ki predelujejo kortizane, je to, da ne marajo prodajati. Ker prodaja je prostitucija. In v tem življenju se oni ne bojo v nobenem primeru kako se reče? Ne bojo prostitutke. Na noben način, ne? Drugo, kar pa opažam tudi preko svetovanj, je pa ogromno strank, ki imajo, veliko strank, ki delajo v nekih uradnih službah in predelujejo energije dožov, politike, spletk, oblasti, cerkve in tako naprej. In je tako zanimivo, ker z istimi ljudmi se vedno najdemo skupaj zato, da bomo predelali določene stvari in da bomo postali boljši ljudje. Zdaj pa eno se lahko učimo, da postanemo mi v sebi boljši, drugo pa je, da določenim ljudem drugače postavimo meje, kot smo jih postavili v preteklem življenju. Ker mogoče smo v preteklem življenju, zdaj eno od zadnjih svetovanj, gospa je bila v vseh življenjih in to je bilo kar nekaj življenj zastrupljena, na tak drugačen način in s temi ljudmi je zdaj skupaj v službi. Sami strupeni ljudje, ki gledajo na vsakem koraku, kje bo naredila napako
da bi jo lahko zrušili. Se pravi, zdaj jo direktno ne zastrupljajo, ampak jo na drug način zastrupljajo. In dejansko, zdaj kaj se uči? Drugače odreagirati, drugače postaviti meje, mogoče majčkeno pomisliti, komu zaupa, kaj zaupa, kako zaupa. Ne? Ker tisti, ki zdravimo svojo naivnost, veste, jaz rečem, sem blonda, ne? Ker tako, saj so vsi dobri. Sorry, niso. Niso vsi ljudje dobri. Nekateri ljudje niso dobri. In ko si to priznamo, da pač niso vsi dobri, smo naredili že en mehen korak, zato ker to pomeni, da glih, ko zaznaš neko energijo, tako temno, se pač umakneš. Ne pa da rečeš, saj je vse v redu. Ne, ni. Takrat imamo že opozorilne znake, da greš en korak nazaj. No, tako da zdaj, življenjsko poslanstvo. Vsak izmed nas ga ima, ampak predvsem tisto poslanstvo, ki ga pa ima vsak zase, je pa to, da postane v sebi boljši človek. To je pa sigurno. Ne glede na to, imate otroke, nimate otroke, karkoli se dogaja, vsak izmed nas ima nalogo duše, ja, se smo tukaj na zemlji, da postane boljši človek. To sem pa res prepričana. No, tako da, če vas mogoče pokliče kakšna taka delavnica, oziroma zdaj prva stvar, ki jo organiziram, je duhovno potovanje v Medžugorje. Bom dala spodaj povezavo, tam dobite več informacij, v glavnem v začetku oktobra, mislim, da 5., 6., 7. in 8. oktober, gremo v Medžugorje, četrtek, petek, sobota, nedelja. Tako da, če koga pokliče, dobrodošli z mano in boste vedeli, fajn bo. No, uživajte in vse dobro vam želim.